Dobar dan, dobrodošli. To je druga sezona vodenja s posluhom. Midva sva Miha Škrlovaj in Anja Hlača-Ferjančič in sva sovoditelja. Miha, v prvi sezoni sva skozi različne zgodbe predstavljala postherojsko vodenje. Ta tip vodenja je potem nenadoma postal še bistveno bolj aktualen, kot so sploh lahko pričakovala. Ja, prav ne bom rekel, da sva planirala, ampak dejansko se vidi v živo iz dneva v dan, kaj pomeni voditi ljudi skozi razmere negotovosti. Dejansko je veliko tega, kar nam definira vsakodnevno življenje in posel, precej nepredvidljivega. No, in vsi ti ljudje, katere sva spoznala, mislim, da lahko našim poslušalcem, pa tudi širši javnosti, mnogo zanimivega povedal o tem, kako se vodi svoje organizacije, svoje sodelavce skozi take negotove čase. Ja, takrat seveda nisva vedela, da nas čaka epidemija, da nas čaka veliko več dela in vodenja nadaljavo, ampak to postherojsko vodenje je dobro za vodenje nadaljavo, kot zdaj ugotavljava, zakaj? Ja, res nihče od naju dveh ne zahaja k vedeževalkam, da bi imel to vrstne informacije vnaprej. Pokazalo se pa dejansko je, da se ta tako imenovani postherojski tip vodenja, ki v ospredje postavlja nalogo in tim in svojo organizacijo, ne pa ego voditelja, zelo dobro izkaže. Delo od doma, vodenje nadaljavo je zagotovo ena od tem, ki bodo v spredju druge sezone. Kaj še prinaša druga sezona? Ja, pogovarjali se bomo dejansko tudi o novih načinih organiziranja, ne samo enega tima ali pa ene organizacije, ampak pravzaprav nekega ekosistema organizacij. To je recimo ena izmed tem. Zanimalo nas bo tudi, kako to vrstni vodje, recimo temu, poskrbijo zase, skratka, kako najti eno pametno ravnotežje med tem, da se vodja razdaja za skupne cilje, pa da še vedno, da je tudi sam odporen, vzdržljiv in trpežen in da poskrbi za to, da lahko tudi drugim pomaga. Ne? V dobrih starih časih, ko smo še leteli z letali, vedno mi odzvanja kot ena prispodoba to, da je treba najprej, če se kaj zgodi, najprej masko tudi najprej poskrbeti s kisikom za sebe, da lahko drugim pomagaš. Ja, zelo pomembna iztočnica za številne vodje in kot rečeno, eden od poudarkov tudi v tej drugi sezoni, ki bo zagotovo tudi zelo aktualna, ker imamo cel kup izzivov, kot smo ugotavljali že s prvim gostom, to je Andraž Logar, direktor podjetja 3FS. Miha, zakaj si izbral to podjetje? Vedno iščem ali pa sprašujem in sem radoveden o nekih zgodbah iz našega okolja, ki so naredile nek globalen podpis, ne? Se pravi, da so se dokazali na najzahtevnejših trgih. In recimo 3FS je primer takega podjetja, za katerega praktično malo kdo, ne specialist v Sloveniji, ve, hkrati pa sodelujejo z najbolj inovativnimi podjetji na najbolj zahtevnih trgih. Pokazali pa so tudi to, da je možno se organizirati na način, ki ustvarja inovativne projekte, inovativna podjetja, pravzaprav znova in znova in znova. Ustanavljajo tako imenovane spin-off, nimava lepšega slovenskega izraza. Odcepljeno podjetje. Kako? Odcepljeno podjetje. Imava torej lepši slovenski izraz, zato da obdržijo svoje najbolj podjetne motivirane sodelavce in delujejo v Kanadi pa na skandinavskih trgih. Tudi sami imaš izkušnjo iz Osla, kakšno je delo in življenje v Skandinaviji. Andraž bo razmišljal tudi o tem, da nekako drugače vodijo tam, da je ta skandinavska hierarhija malce drugačna kot pri nas. Verjamem, da bo marsikaj od tega, kar bo Andraž povedal, tudi prepoznal v samih odnosih in tem, kako vzpostavljajo zaupanje, kako gradijo relacije skozi čas in pa tudi, se pravi, in medosebne kot tudi medorganizacijske. Pa še ena bolj šaljiva utemeljitev, zakaj 3FS, zaradi samega imena. Ja, bojda gre neka urbana legenda kroži, da 3 falirani študentje krožijo tudi alternativne razlage, ampak ne o tem pove kar Andraž sam. Andraž Logar, direktor podjetja, se je nakratko ustavil v studiu Vala 202 in seveda sem najprej preverila zgodbo o njihovem imenu.
resnici je bila stvar taka, da ta trojka, pa F, pa S izhajajo bolj iz neke tehnološkega razumevanja, kako je filmska industrija oziroma ta industrija sličic, frame na sekundo v tistem obdobju, ko smo mi filmo delali, delovala. Se nam je zdelo to relativno posrečeno ime takrat, no danes mogoče nimamo tacga mnenja, bi si mogoče kakšno boljšo ime spomnili, no. Ampak pol smo se pa hecali retrospektivno, da to v bistvu bolj pomeni to, da smo bili falirani študenti. Ne? In 3 smo bili, ko smo firmo naredili, čeprav 4 se nam je tako rekoč takoj pridružil. In nam je v bistvu ta sekundarna razlaga imena v bistvu bolj všeč in je bolj primerna za to, kot kar smo. Ja, pa še dobro se sliši, vi ste študirali arhitekturo, vam pride prav še vedno to razumevanje nekih prostorskih umestitev, pa tega, kako stvari delujejo skupaj ali ne delujejo skupaj pri podjetju, ki ga vodite, ki se sicer ukvarja, kaj rečeva, z IT tehničnim svetovanjem. Ja, s programsko opremo, ja. Ja, jaz sem študiral arhitekturo v Sloveniji, potem sem se preselil v Novo Zelandijo, kjer sem doštudiral malenkost drugačno, dejavnost bolj povezano z računalništvom, ampak še vedno precej tudi z estetiko. Jaz bi rekel, da arhitektura, sploh tako, kar jo mi razumemo v Sloveniji, skozi prizmo Univerze v Ljubljani, najbolj tudi v Mariboru, je zelo zahteven študij, ki te nauči marsičesa. In bi rekel, da zagotovo študij, ne prav dolg študij moj na Ljubljanski univerzi, je prispeval k tem, da se danes obnašamo kot se, absolutno, ali pa da se danes obnašam kot se. Ko omenjate ustanovitev podjetja, nas peljete v leto 2005, kako ste se s temi kolegi odločili, da bi imeli svoje podjetje? Zakaj? Te kolegi, ko smo naredili to podjetje, smo se v resnici poznali online. Mi se nismo poznali, res je, da ko smo ustanovili podjetje, smo se že poznali, ampak našo prijateljstvo se je začelo na internetu. In jaz še danes mislim, da smo najbrž prva slovenska firma, ki je nastala na podlagi prijateljstva, ki se je zgodilo v digitalni obliki. Mi smo namreč naredili takrat najbrž prvo pa zelo odmevno socialno skupnost v Sloveniji, imenovano 3 delavnica, kjer smo se združevali arhitekti, oblikovalci, programerji in tudi moskonterji in smo si pač takrat delili v tem slovenskem prostoru neke izkušnje. Potem je ta slovenski prostor seveda postal zasičen z rešitvami, ki so prihajale iz Amerike, kot so Facebooki in forumi in tako naprej. No. In mi smo takrat zelo mladi in zelo neumni in hkrati tudi najbrž preveč samozavestni mislili, da vemo več od ali univerz, kjer smo študirali, ali od delodajalcev. In smo si nekako rekli, da je edina varianta, da to preverimo, če je res temu tako, je, da štartamo sami. No. In smo to probali in še danes smo skupaj, super sodelujemo in še danes premikamo meje tehnologije in uporabniške izkušnje v svetu digitalnih stvari. Ja, imate podjetje, ki večino prihodkov ustvari na tujih najbolj zahtevnih trgih, od Kanade, Skandinavije, tja seveda še prideva. Ampak vseeno bi zdaj še malce skušala razumeti to ozadje ustanovitve podjetja, se pravi, bili ste 4, kako ste si potem razdelili vloge? Vi ste zdaj direktor, kaj počnejo ostali, v kakšnih odnosih ste, razmerih? Ja, ko smo štartali, na prvi dan ustanovitve smo bili 3, ampak 4 se nam je takoj zatem pridružil. Ko smo začeli podjetje, seveda smo bili malce drugačni, kot smo danes. Takrat smo vsi delali vse, oziroma pogosto so se naše dejavnosti prekrivale. Danes se te dejavnosti tako rekoč ne prekrivajo več, kar pomeni, da jaz upravljam, s tem upravljam dan današnji neko tako predsedniško vlogo v tej firmi, torej skrbim za te direktorske odnose navzven pa navznoter. Medtem, ko ostali founderji oziroma so ustanovitelji pa skrbijo za svoje specifična področja. Ker je to serija o vodenju s posluhom, kako se je oblikovala ta odločitev, da boste vi direktor oziroma CEO? So bili ostali ste se vi sami tako odločili ali nihče ni hotel biti, pa ste vi potem dobili to? Moram reči, da se glih ne spomnim, kaj se je dogajalo 15 let nazaj glede tega, ampak poslušalci morajo pač vedeti, da smo bili takrat strašansko neizkušeni mladi in smo pač kakšne stvari zelo na hitro se pač odločili in sprejeli neke odločitve, ki tudi včasih niso bile dobre, včasih so pa bile, no. Najbrž je bila to ena izmed takih odločitev. Potem pač greš in rasteš naprej za neko vlogo, ki si jo izbral, ali pa ti je bila dodeljena in seveda včasih tudi najbrž nisi najbolj zadovoljen, najbrž tudi kakšen drug ni s tabo zadovoljen, ampak tako nekako. Je pa
Najbrž tudi res, da vsi moji prijatelji in partnerji v tem podjetju so bistveno bolj izobraženi v globino svojega poklica, kot sem bil izobražen jaz. Jaz sem bil pa izobražen bolj v širino. Jaz bi na nek način rekel, da si najbrž direktorji podjetij danes težko prvoščijo eno strašansko poglobljenost v neko ali tehnično ali družboslovno nišo in da morajo biti na nek način taka deklica za vseeno oziroma da morajo imeti razumevanje, ki je dovolj globoko, ampak še vedno je to zelo plitko, ampak hkrati zelo široko, oziroma najbrž bolj široko, kot je pač globoko. No. In to sem jaz bil in še danes najbrž to sem. Kje ste dobivali nova znanja? Kdo vam je pomagal? Kdo vam je dajal tudi povratno informacijo v smislu, Andraž, tole ni v redu, dajmo spremeniti, ker dejansko ste sam svoj šef, pa tudi sam svoj mojster, ne, na tem področju. Ja, mislim, to se sicer zelo tako romantično tudi sliši, sam svoj šef, ampak v resnici so šefov so njegovi ponovadi zaposleni ali njegove stranke. Torej, tukaj absolutno v tem svetu, kjer živimo mi, ni to hierarhična arhitektura, ampak mogoče zgleda na papirju, ampak v resnici šefi so na nek način zaposleni svojih zaposlenih. No. Omenili ste to pač kritiko, pozitivno ali negativno. Ja, ta kritika pač prihaja do mene, glede pač mojih dejanj ali pa tudi dejanj širšega kolektiva. No. In na to se je potrebno odzvati in ta kritika seveda, če je negativna, vedno boli, ampak če jo pa ne slišiš, se pa ne moreš popravljati. Ne. Vedno v podjetništvu je potrebna sreča. In mi smo imeli, se mi zdi, kar nekaj teh srečnih dogodkov. Stvar, ki nas je res usrečila že tako rekoč na prvi dan ustanovitve podjetja, je, da smo dobili priložnost delati za najzahtevnejše trge na svetu, kjer je mentaliteta ljudi, vodij, naročnikov zelo, zelo drugačna, kot je v Sloveniji in to še danes je pač ta prepad v bistvu strašljivo velik. In te ljudje, specifično ljudje iz multinacionalk in iz skandinavskega trga so nas kot prvo tolerirali v tej svoji neumnosti ali pa v tej svoji mladosti, dajali so nam konstantno možnosti in v bistvu so zelo dobro razumeli, na podlagi katerih vatov nas morajo ocenjevati. In mislim, da je ta vatel bil ta, da so oni zelo radi delali z ljudmi, ki so bili, po slovensko bi temu rekli pridni, no, to so prav marljivi, pa zelo radi so delali z ljudmi, ki imajo neke moralne in etične standarde na mestu, se pravi, da to ni neka težava v nekem poslovnem odnosu. In ko so to začutili, pa to se mi zdi, da Skandinavci kar precej časa imajo, mislim, si dajo na voljo, no, tako, potem smo z njimi rasli. In tudi pač ta feedback, pozitivni in negativen, smo do neke mere dobivali tudi od njih, od svojih strank. 3FS, začeli ste praktično z Ericssonom, ne? Če se prav spomnim, za kakšno sodelovanje je šlo in kaj zdaj počnete v Skandinaviji, v Kanadi, pa v res majhnem obsegu tudi v Sloveniji. Prvi dan ustanovitve podjetja smo imeli priložnost sodelovati na nekem, da bi reči, natečaju podjetja, ki je bil spin-out od Ericssona. In to podjetje je takrat razvijalo neko tehnologijo vezano na 3G, ki se je takrat postavljalo po svetu, no? In takrat so oni rekli, mi vemo, da ste vi nano podjetje in mi vemo, da smo mi ogromno, veliko podjetje, ampak mi ne moramo rasti, če ne sodelujemo z majhnimi podjetji, ker vi ste vedno hitrejši, več rizika sprejmate nas kot mi. No. Dali so nam en problem, za katero so iskali rešitev in nas so pričakovali idejo in rešitev in že a priori so nam dali vedeti, da najbrž ne bodo nič za to plačali, ampak da moramo pač jim zaupati, da ukolikor se izkažemo, da nam bodo dali priložnosti druge. Zdaj, v slovenskem kontekstu se to malo drugače sliši kot v nekem skandinavskem, ker v slovenskem kontekstu bi si rekel, da je to a priori en tak nategunski odnos. Ne? Tam je pa drugačno. Tam je pa, tega sicer nismo takrat vedeli, ampak smo rekli, dajmo probati. Ne? In je res, na tem notranjem natečaju oziroma nekem piču smo bili zelo uspešni, nismo dobili nič plačanega in čez nekaj tednov smo dobili telefonski klic in so rekli, ja, mi imamo pa zdaj neko komercialno stvar, ki bi jo radi z vami rešili, a ste za? In smo rekli, ja. No in takrat naprej z v bistvu Ericssonom delamo, sicer so se te pravne osebe malce spremenile, ker ta spin-out podjetje je pozneje Ericsson odkupil nazaj. Ampak s temi ljudmi v resnici delamo že 16 leto, tako da neprekinjeno in še vedno je Ericsson in z Ericssonom povezane firme so še vedno največja ali pa druga največja stranka v našem podjetju
In tudi z njimi in s tem networkom, ki smo ga tam ustvarjali, smo rastli naprej. In tako smo dobili priložnosti delati v Montrealu, se pravi v Quebecu, in priložnosti delati na Finskem. Jaz Štokholm razumem kot eno tako zelo samostojno celico Švedske. No. Tako da ta vrata so se nam v resnici odpirala zaradi sodelovanja z Ericssonom. Ja. In kaj točno počnete zdaj, če skušava zelo enostavno povedati? To je tako, ta svetovanje je zelo lahko široko razumljen termin. No. Do nas prihajajo podjetja, ki imajo težave, danes bi temu rekli, pri digitalizaciji samega sebe. No. To je pač en termin, ki ga je industrija nekako skovala pred parimi leti. Čeprav ta podjetja, ki ponovadi k nam hodijo, so digitalno strašansko razvita oziroma so pionirji digitalnih stvari, ampak obstajajo v tej digitalnem svetu seveda tudi niše, kjer niso strokovnjaki. In tukaj hodijo do ljudi ali pa do firm, ki strokovnjaki so. In recimo zadnje čase 3FS sodeluje na področju tega, kako neko podjetje, tudi digitalno podjetje spravi samega sebe v oblačno infrastrukturo ali pa kako pripravi samo sebe za bolj produktivni digitalni razvoj in pridejo do nas in še vedno zelo pogosto prihajajo do nas tudi z zelo specifičnimi tehničnimi problemi, za katere menijo, da jih lahko rešimo mi. Meni se zdi, da je ta konzultancy oziroma svetovanje najboljši termin za vse to zaobjeti, je pa tukaj neka kombinacija R&D, se pravi razvoja, in svetovanja in tudi vodenja. No, to je tudi treba povedati, da navkljub temu, da delamo z multinacionalkami, imajo te multinacionalke pogosto izzive na področju modernejšega vodenja razvoja. In tukaj prihaja do podjetij, kot smo mi, no, kjer te stvari smo razumeli že 5 let nazaj, no, in smo jih zdaj že nekajkrat preizkusili, tako da vejo, da neke nove metode delujejo bolje kot neke stare. V teh novih metodah, te tudi vi seveda uporabljate v svojem podjetju, kaj vključujejo to flat, tako imenovano flat hierarhijo, pa neke vrste duh zagonskih podjetij, se pravi več sposobnosti preizkušanja, tudi narediti napako, še kaj drugega? Ja, te stranke, ki jih mi imamo na tem področju servisnega dela 3FS-ja, one zagotovo najbolj cenijo to, da imamo še vedno to genetiko startupa, to pa znamo kombinirati z jezikom multinacionalk. Ta jezik, ta slang, ta način dela je z njimi zelo drugačen, kot je seveda startup. No. In te stranke, ki jih imamo leta in leta, oni to strašansko cenijo. Je pa res, da nove stranke pa tega ne poznajo in ne razumejo in to tudi zelo težko prodajamo. Da jim rečemo, mi znamo delati za firmo, ki ima 100,000 zaposlenih, a hkrati razmišljamo, kot da bi bila ekipa 5 zaposlenih. Ne. To je zelo taka bogokletna ideja v svetu enterprise-a, ker na nek način oni s tem prevzemajo večji rizik na sebe. Ta recept, ki ga pa mi dajemo, je pa nek kompromis, nek hibrid med tema dvema pristopama. In vi ste omenili to flat strukturo. To flat strukturo mi vidimo tudi pri teh boljših multinacionalkah. Kljub temu, da je tam ta odločitveno drevo zelo hierarhično, napisano na list papirja, kdo, kaj in kako, je odnos med zaposlenimi zelo flat oziroma stisnen v pač mogoče 3 šnitke. No? Se pravi, da imaš, ne vem, ta glaven management, pa imaš pač execution management, pa imaš pa produkcijske ekipe. No? In v bistvu smo kar začudeni, ker v Sloveniji tega res ne vidimo, no? Tam pa pač to vidimo in tudi rezultat te strukture je, po mojem mnenju, najbolj viden v tem, da se ljudje, sodelavci med sabo bistveno bolj zaupajo kot v nekih bolj hierarhičnih sistemih. Kako konkretno to deluje pri vas? Imate pisarno v Mariboru in v Kranju. Koliko je zaposlenih in lahko recimo vsak zaposleni pride neposredno do vas ali so vmes še kakšni nadrejeni, ki potem to filtrirajo, da ne skačejo vsi recimo do vas? Torej, mislim, da vsi vejo, da lahko do mene pridejo kadarkoli. Vejo pa tudi, da v podjetju nisem samo jaz tisti, ki je viden, ampak so tudi ostali co-founderi in to mislim, da jim je pomembno. Se pravi, da vejo, da tisti, ki so lastniki podjetja, da tudi 8 ur na dan s podjetjem delajo. Je pa seveda težava, ne, če rasteš, je ta dostopnost že zaradi kvantitete zaposlenih postaja pač problem. No. Tako da slej prej si jaz ne delam utvar, da bodo mogli biti neki nivoji, ampak še vedno ljudje, ko imajo občutek, da pride ali do problema ali pa do neke vzhičenosti zaradi ne vem česa, so dobrodošli seveda tudi pri meni in bodo pač vedno. No.
Oziroma, tudi če bo kakšen drug direktor, mislim, da bo stvar ista ali pa more biti ista. No. Mi smo v bistvu zelo aktivno začeli delati na teh pisarnah nadaljavo ali pa z delom nadaljavo v bistvu že prvi dan našega podjetja, ker naše stranke so 3 ure z avionom proč ali pa pač več. Ne. In že tukaj smo to prakso pridobivali desetletja in še bolj smo pa to prakso dali v prvi plan ko smo začeli delati z eno ekipo na Finskem, Ericssonovo ekipo, kjer smo prvič na nek način videli, kako delujejo hibridne ekipe, kjer v bistvu imaš odgovornost enakomerno razdeljeno med stranko in med izvajalcem in da imaš, dajmo temu reči, identične profile posameznikov, kot jih imamo mi, imaš tudi na strani stranke, ker ponovadi temu ni bilo tako. Ponovadi je stranka pač nek menedžer, ki nima takih ljudi, kot jih imaš ti, ali pa nima tega znanja in potem ta problem preda tebi, ne. V tem primeru smo pa prvič videli, da smo morali v bistvu komplementarno dopolniti njihovo ekipo in smo delali skupaj 2 leti z nekimi Finci in v bistvu oni so nas zelo dobro naučili, kako te stvari funkcionirajo. Ko pravite, da ste se od Fincev učili tega dela nadaljavo, ne? Kaj deluje, kaj ne deluje? Mi smo od Fincev smo se naučili par nekih zelo zanimivih vzorcev, ki jih prej nismo sami poznali. In ena je, kako velike količine denarja, energije in časa oni vlagajo v ta team building. Se pravi, takoj, ko se je pojavil nek izziv, ki bi ga z nekim team buildingom ali nekim sestankom ali večerjo pač lahko rešili, oni niso odlašali in je v bistvu celotna ekipa iz Slovenije letela na Finsko. In to je bilo pač tako. Jutri pridete, mislim, dobesedno, pač pridete drug teden, 25 vas je v Kranju ali pa v Mariboru, pridete v Helsinke in bomo pač skupaj. In to smo bili kar začudeni, no, in se nam je zdelo malo odvečno, ampak smo v bistvu ugotovili, da vsakršni lubrikant, ki ga lahko pač organizacija da za to, da podjetje dela bolje, se po teh multiplikativnih učinkih strašansko pozna na srednje dolgi rok. Ne. Torej, kaj hočem povedati? No, seveda, zagotovo, kakšne stvari na remote ne delujejo tako dobro, kot če smo pač skupaj v pisarnah in danes bi jaz rekel, da imajo najbrž vsa podjetja izzive na dveh nivojih. Ena je, kako za Boga uvesti nekoga, ki je ravno kar končal fakulteto ali pa srednjo šolo v svoje podjetje, če so vsi pač delajo doma. Druga stvar, ki je pa problematična, je pa ta seveda, kako neko podjetje, ki je vlagalo v neke vzorce kulture, te vzorce še naprej prakticira ali pa ujačuje, če so vsi od doma. Ne? In vidim, da nekatera podjetja imajo s tem večje težave, nekatera malo manjše. Jaz mislim, da smo mi v 3FS-ju mogoče za našo regijo ena najbolj naprednih podjetij, kar se tega tiče, imamo mogoče problemov malo manj, še vedno pa probleme imamo. In zdaj se tudi mi sprašujemo, kaj zdaj pa naredi, da bo pač to boljšno. Lahko čisto konkretno poveste, kako ste rešili zdaj te zagate po koroni, se pravi, so kakšna pričakovanja, kdaj naj bi bili v pisarnah, kdaj imate neke srečanja? Ja, mi še od 14. marca, kdaj smo začeli s tem, še vedno prakticiramo to, da ljudi ne silimo, da hodijo nazaj v pisarne. Jaz bi rekel, da 1/3 posameznikov pisarne ne hodi. So prišli in pridejo vsake tok časa, ampak načeloma ne hodi. 1/3 hodi sporadično, 1/3 je počitno takih, ki zelo rada hodi v pisarne in so pač rajši v pisarnah kot doma. In jaz mislim, da je pač to nekaj, kar moramo vsi skupaj sprejeti in se kot podjetje se moramo temu prilagoditi. Sploh v IT-ju, pa sploh v kulturi 3FS-ja ni zapisanega, da bi mi zdaj silili naše zaposlene, da pač te vzorce, za katere menijo, da so dobri, da jih prilagajajo nam. Jaz bi raje rekel, da mora vsak zaposleni nekako ugotoviti, kaj v njegovi mikroekipi najbolj paše. No, in točno to namreč opazujemo. Pač podjetje ima zdaj že toliko ljudi, no, da ima neke mikroklime v nekih ekipah in te ekipe si ponovadi to življenje malce prilagodijo po svoje. Kaj pa delamo za to, da vseeno živimo in gremo naprej, no? Ali pa da se te problemi, da so manj očitni. Ko je kriza štartala, ta korona, smo pojačali, dajmo temu reči, neko top-down komunikacijo. No? Tudi od mene so zaposleni bolj pogosto na nek način slišali. Prej sem se pogovarjal več ali manj 1 na 1 s posamezniki ali pa ob kavi. Potem smo imeli pa enkrat na teden neko srečanje online, in kjer sem pač malo povedal, kaj se dogaja. To je ena stvar, druga zadeva, ki se je zgodila, je, da zagotovo so neki organizacijski elementi se izboljšali ali pa postali malo drugačni,
ali vodenja projektov, ali odgovornosti do strank, ali pa komunikacije s strankami, no. Ampak spet bi pa rekel, no, pač mi imamo srečo, da smo v IT-ju in je najbrž teh problemov, kot jih ima kakšna druga industrija, bistveno manj. Mi smo bili pač pripravljeni na 100% delo od doma že pred 5 leti. Ko pravite, Andraž Logar, imamo srečo, da delamo v IT-ju, zagotovo, ampak ta visoko specializiran, pa tudi visoko zahteven sektor prinaša tudi svoje izzive in med njimi je to, kako obdržati najboljše posameznike. In tu se mi zdi, da ste razvili nek poseben model, ki ga tudi v Sloveniji ne slišimo ali pa ne zasledimo pogosto, in to je ta poseben ekosistem. Lahko razložite, kako ste sploh prišli do tega, da nekemu posamezniku, ki je nadvse sposoben, motiviran, pa mu ni dovolj samo visoka plača in neki izzivi, omogočite to, da v bistvu razvija svojo podjetniško idejo, in kako to deluje zdaj na dnevni bazi. Ja, to, kar omenjate, je to najbrž ta ustvarjanje ekosistema skozi spin-oute, kar v naši firmi prakticiramo tako rekoč od prvega dne. Zdaj, ta ideja ni neka revolucionarna ideja in tudi jo vidimo nekje drugje, v Sloveniji ne pogosto, ali pa šele zdaj na nek način opažam neke firme, ki se to grejo. V bistvu je šlo za ene par elementov ali pa par problemov, ki smo jih poskušali skozi to reševati. Prvi problem je, ki smo ga reševali s tem, je, da mi v tej panogi, kjer smo, se pravi konzultanci oziroma servis, nikoli ne bomo mogli biti strašansko profitabilni. Vsak podjetnik ali pa vsaka firma pa en izmed merljivih teh metrik uspeha je seveda tudi pač marža ali pa pač dobiček. No. Mi smo to v bistvu prvo leto delovanja ugotovili, da če ne bomo ustvarjali lastne intelektualne lastnine, se bomo vedno v bistvu borili z nekimi, po slovensko bi temu rekli, lom posli, no. Pač ja, pri nas je to malo bolj sofisticirano kot lom posel, ampak v končni fazi je točno to. Tako da to je bil ta glavni razlog. Torej, če hočemo ustvariti intelektualno lastnino, kaj moramo za to narediti? In zato rabiš pač ljudi, rabiš ideje, rabiš denar, rabiš čas, no, in to smo nekajkrat naredili, ampak pol tista zadnja stvar, dve stvari so nam na koncu zmer zmanjkale, ne. Ena zelo pomembna stvar je pač fokus. In ta fokus je v Sloveniji še vedno ful velik problem, ker je kapitala, ki bi garantiral, da pač neki posamezniki leto pa pol delajo samo eno stvar, je še vedno zelo malo. In takrat, ko smo mi to delali, tega kapitala je bilo nič. Kar pomeni, da smo mogli sami ta kapital ustvariti oziroma zaslužiti in potem ta kapital reinvestirati. In zdaj, če si seveda ti neko nano podjetje, je tudi 1000 evrov seveda strašansko velika vsota. No, in ampak smo nekajkrat v bistvu investirali premalo in smo pač ugotovili, kaj je potem posledica. To je pač posledica, da je možnost uspeha neprimerno nižja, kar pomeni, da je tudi 5 evrov preveč investirati v to, ne. Prvi resnejši korak, ko odpravljamo tega problema, smo naredili takrat, ko smo rekli, ja, ustvarjali bomo ekipo, ki se bo zgradila okoli enega posameznika, ki neko idejo ima ali pa neko željo, in to ekipo bomo pustili na miru in jih financirali, dokler pač ne pride do nekega preboja. In ne smemo se delati utvar, da bomo vedno uspešni, oziroma moramo razumeti, da bomo uspešni v 10% primerov. Je pa res, da to, kar se danes vidi v neki javnosti, so samo naši najboljši pač primeri, ne. Neuspešnih primerov je seveda bistveno več kot je teh, ki so uspešni. Uspešni so recimo zdaj 4, ne, na področju zdravja oziroma medicine, pa na področju financ, ta Tošelj se mi zdi zveni zelo tako privlačno, ne. Tricky Tribe, to so igrice, tako. Pa Lake, ki pa povezuje ilustratorje in je tudi kot neke vrste pobarvanka za odrasle. Ali? Tako, oni so pobarvanka za odrasle, v zadju pa, jaz bi temu rekel, ena tržnica najboljših ilustratorjev na svetu. No. Tako. Se pravi, to so zdaj te vaše 4 spin-off podjetja. Kaj pričakujete, da se bo tu razvilo? Ta 4 podjetja so šla na samostojno pot, imajo lastne co-founderje, lastne direktorje, lastno razvojno ekipo. Je res, da se pri določenih podjetjih še kakšne ljudi delimo, ampak pri 90% tega, kar ste omenila, je stvar popolnoma samostojna in do nedavnega smo si tudi vsi delili v bistvu iste pisarne. Recimo Tošelj, ki ste ga omenila, oni so celo dobili zunanji kapital, tako da imamo v lastniški strukturi Toša tudi pač ljudi, ki niso direktno povezani s kliko okoli 3FS-ja. In to se mi zdi odlično, no? Ker ne more 3FS biti tisti, ki diktira razvoj teh podjetij, ker smo se zavestno odločili, da oni morajo na samostojno pot.
Bi bilo pa seveda pametno, če z njimi, seveda, ne samo, da ostajamo v stiku, ampak da si tudi pač delimo določena znanja ali pa včasih pač ljudi, kot sem rekel, ali pa nek pristop. No. In to, kar nam na Trifosoju seveda dolgoročno zelo veliko pomeni, je to, da poskušamo neka področja delovanja tudi na neki točki združiti. No. Do zdaj smo se več ali manj ukvarjali, ali imamo neke te točke skupne na nivoju tehnologije, in to je odgovor bil vedno ja. Zdaj nas pa to več ne zanima samo to, no, ampak zdaj nas zanima tudi, ali imamo kakšna področja sodelovanja na nivoju pač posla. Zdaj se nam pač tudi to nekako odpira, no, in s tem mislim, da bomo pač ustvarjali te multiplikativne učinke, ki se bodo poznali dolgoročno. Andraž Logar, samo za konec tega pogovora še enkrat, kar je kot omenjeno velika posebnost, zanimivost Trifosoja, prav ta gradnja ekosistema podjetij. Kaj ste se tu naučili in morda kaj sporočate tistim, ki razmišljajo, da bi se lotili česa podobnega? Naučili smo se strašansko veliko. No. Ena je, da še naprej moraš zaupati ljudem in čeprav včasih mogoče nisi z njimi čist na istem imenovalcu, ampak če si se odločil, da so ti ljudje marljivi, odgovorni, moralno in etično nesporni in z idejami, potem pač bodo že oni poskrbeli za to, da gre podjetje v pravo smer. Druga stvar, ki smo se jo naučili, je to, da posegati v mikrokulturo tovrstnih podjetij nima nobenega smisla. In tretja stvar pa je, da je to zelo težko delati. No. In zelo veliko podjetij in podjetnikov, pač boljših od nas, no, hodi do nas pod neke izkušnje in potem sami probajo in vidim same napake, no, sploh le v Sloveniji. In mislim, da te napake izvirajo predvsem iz tega, da te podjetniki, ki očitno denar in želje imajo, da bi to omogočili svojim zaposlenim, tega ne naredijo do konca. In to se mi zdi, da je precej velika škoda. Je pa tudi tako, ne, pač kakšen problem matično podjetje s tem rešuje. In v IT-ju je en del problema, ki ga rešujemo, je tudi ta kadrovski na nek način, ne, da ti pač ljudje ne zbežijo ali pa da imajo pač večjo motivacijo ostati. Ne. In zdaj, če veš, da če ne boš ničesar naredil, da ti bodo ljudje zbežali, ne, pa da nič ne narediš, ne, ali pa se ne spremeniš, pol si pač ta rizik sprejel in pač boš s tem živel. No, mi smo pa nekako se odločili, da tega rizika ne bomo sprejeli in da ne bomo s tem živeli in da bomo naredili nekaj, da se nam to ne bo dogajalo. Mislim pa, da je tudi zelo fair celotno to naše delovanje tudi pač postaviti v neko kritično luč, no, se pravi, a ima to v resnici smisel delati ali ne. Zdaj jaz bi rekel, da za nas ima, ker je tudi vrednost podjetij, ki smo jih spin-outali, večja od vrednosti matičnega podjetja, torej bi na nek način človek rekel, da se nam je tudi finančno to splačalo. Je pa res, da vsakič, ko smo to naredili, je tako, ne, dali smo denar, dali smo čas, dali smo energijo, prostor in tisto, kar je nas najbolj bolelo, dali smo ljudi. In Trifos je zrastel recimo na 50 ljudi in smo naredili nov spin-out in je 10 ljudi tjašlo in smo bili spet veliki 40. Ne. In si skozi v enem takmu kanibalskem perpetuum mobile, ne, ki ni glih najbolj prijeten, ampak ja, za neko dolgoročno vizijo se nam je to zdelo pomembno in potrebno. Ja, sej, če bi želeli samo udobno življenje, potem tega tako ali tako ne bi počeli. Hvala lepa, Andraž Logar. Najlepša hvala. Tako Andraž Logar, direktor podjetja Trifos, Miha Škrlavaj, ogromno zanimivih iztočnic za začetek druge sezone vodenja s posluhom. Andraž ima kar nekaj izjav, ki zelo nakazujejo na to postherojsko vodenje. Ja, verjamem ali pa skoraj upal bi se trditi, da je to en tak naš tehničen izraz, za katerega dvomim, da je kdaj slišal, ampak po drugi strani me pa dejansko navdušuje mnogo od povedanega. Skratka, govori recimo, odzvanja mi ta trditev, da so šefi zaposleni svojih zaposlenih. Temu v literaturi pravimo pravzaprav uslužnostno vodenje, skratka nekaj podobnega temu postherojskemu vodenju, ampak zdi se mi tudi glede na to, kaj govorijo sodelavci Andraževi, ne, da te trditve držijo in to prav gotovo kaže na neko skromnost, ampak skromnost z samozavestjo. Trifos je izjemno zanimivo podjetje zato, ker je organizirano drugače kot ekosistem. Kaj vemo iz teorije o vodenju ekosistemov, zakaj je to, tako kot pravi Andraž, težko početi
in na drugi strani vseeno smiselno. Tukaj dejansko teorija najbližje pride, ko se pogovarjamo o inovacijskih platformah. Ne? Recimo z kolegoma Spencerjem Harrisonom z INSEAD-a pa Arnetom Carlsenom smo preučevali Marvel in način, na katerega oni ustvarjajo svoj ekosistem nekih povezanih, pač za njih je film, nek projekt. Skratka, vemo, da je to težko, zato ker po eni strani, ko smo uspešni z nekim projektom, je naraven instinkt ta, da gremo naslednjič malo bolj na sigurno. Skratka, da poskušamo replicirati to, kar nam je dajalo rezultate v preteklosti. Po drugi strani, če nismo bili uspešni, smo nagnjeni k temu, da poskušamo malo preveč radikalne zasuke. Skratka, da gremo v področja, o katerih nimamo pojma, da nimamo nekih domensko specifičnih znanj, da se gremo stvari, ki res niso dober fit s tem, kar znamo, zmoremo ali pa res lahko nekaj novega ustvarimo. Skratka, to hkratno zagotavljanje sprememb in stabilnosti je nekaj, kar se kaže kot koristno tudi v inovacijskih ekosistemih. No in na kakšen način zdaj tle balansirati med sinergijami sistema in pa hkrati avtonomnostjo delčkov sistema. To je nekaj, kar očitno v 3FS-ju znajo. To, da pustijo tem najbolj podjetnim, najbolj drznim, sposobnim posameznikom, da ustanavljajo svoje podjetje znotraj, kot bi rekli, službenega časa, se sliši lahko zelo zanimivo, zelo napredno, seveda prinaša tudi številna tveganja. Kaj se primera 3FS lahko naučimo o zaupanju do zaposlenih in tudi morda za vse tiste, ki jih skrbi, kako organizira delo na daljavo. Andraž pravi, mi smo bili že pred 5 leti popolnoma pripravljeni na 100% delo na daljavo. Ja, tako je. Če komu še ni jasno, ne, da je pač zaupanje tisto, kar dejansko drži organizacije skupaj, potem imamo zdaj 1001 dokaz, ne, kar drugače pač ne da. Kako voditi ljudi, ki jih ne vidiš? Ja, verjetno nič drugače, kot to, kar smo govorili že dolgo, da je pač zaupanje v osnovi nekega zdravega odnosa. Ne. In seveda, gre za zaupanje. Zaupanje ima več dimenzij. No. Eno je to, da zaupanje, da znaš, drugo je zaupanje, da hočeš dobro. In tako vsem je jasno, da je to nekaj koristnega. Vzpostavljanje je težje od rušenja. To je en tistih konceptov, ne, kjer dejansko je veliko govora v akciji, pa hitro zapademo v neke take pasti. Recimo, ne, če malo navežem na naš prvi pogovor, ne, o tem, kako eksperti postajajo vodje. Eksperti ponavadi so postali vodje zaradi svoje visoke kompetentnosti. In zdaj, kako nekomu zaupati in mu pustiti, da bo razprl krila, če pa ti znaš to 3-krat boljše, pa 4-krat hitreje. To so ti instinkti, ki jih morajo dejansko postherojski vodje ozavestiti in obvladati sami pri sebi, zato da se fokusirajo na razvoj drugih in dajo dejansko do neke mere tudi svoj ego in tudi svoje neposredne interese malo v ozadje.